Govorili bomo o višinah v našem Allplan projektu preko strukture zgradbe, kjer bomo z enim zamahom ustvarili višinske parametre za etaže in objekt. Ali bomo v istem koraku ustvarili tudi risbe za strukturo zgradbe. O osnovah strukture zgradbe smo govorili v enem prejšnjih videoposnetkov. Uporabili bomo primer enega naših uporabnikov za določitev višinskih nastavitev. S tem oknom, ki se odpre ob prvem zagonu projekta, smo se že srečali. Čarovnika za strukturo zgradbe smo že pojasnili v prejšnjem videu, za ta video pa bomo ustvarili proizvodnjo strukture zgradbe. Nato kliknemo na to ikono z imenom Upravljanje ravnin. Odpre se okno Upravljanje ravnin, v katerem lahko začnemo z ustvarjanjem novega modela ravnin. Ta model bomo poimenovali hiša. Zdaj nas Allplan sprašuje, koliko nadstropij ima naš model nad ničelno ravnijo. Po našem preseku vidimo 4 etaže nad tlemi in klet, se pravi eno etažo pod nivojem. Tukaj spremenimo ime prve etaže, lahko pa vpišemo tudi katerokoli želeno ime. Ta vrednost predstavlja debelino talnih slojev nad nosilno konstrukcijo, pri nas pa je referenčna kota, torej kota višine 0, nameščena na zgornji rob nosilne konstrukcije, čeprav gre ta navadna na končni sloj poda. Razlog, zakaj smo kot postavili na zgornji rob nosilne konstrukcije in ne na končno talno oblogo, je ta, da se višina končnega poda lahko spreminja. Odvisno od načina postavitve, vrste same talne obloge in raznoraznih slojev. Torej, če bi želeli imeti kot ničlo plus minus na končni tlaki, bi morali tukaj vpisati minus 16 cm. Višina etaže je 3280 cm, višina od spodnje grobe plošče prvega nadstropja do zgornje grobe plošče pritličja. Debelina plošče znaša 20 cm. Debelina talne plošče se običajno razlikuje od debeline plošče, vendar je v tem primeru enaka, medtem ko je višina temelja 40 cm. Zadnji dve vrednosti se nanašata na višinske kote, znotraj katerih moramo umestiti naš objekt. Prva rubrika predstavlja maksimalno višino hiše, ki kot vidimo, znaša 11,5 metra, zato bom postavil 15 metrov. Druga pa se nanaša na minimalno, oziroma najnižjo koto zgradbe, ki znaša okoli minus 4 metre. Zato bomo pustili višino minus 5 metrov. Če vključimo to možnost, se skupaj z vpisnimi podatki ustvari struktura zgradbe. Povemo v redu in odpre se okno, v katerem se dodatno nastavlja. Razporeditev nadstropij nastavljamo s temi puščicami. S temi puščicami lahko spremenimo celotno strukturo, ali bo struktura šla od temeljev proti strehi ali od strehe proti temeljem. Začetna risba se nanaša na številko risbe, od katere bo Allplan začel jemati risbe. Tukaj spreminjamo korak in število risb etaže. Za potrebe te zgradbe bo dovolj 5 risb na etažo. Seveda pa lahko številke začetnih risb še ročno spremenimo z vpisom v ta polja. Poleg strukture zgradbe lahko v tem oknu dodamo tudi elemente, ki izhajajo iz strukture zgradbe, kot so pogledi in prerezi. Za potrebe projekta dodali bomo 4 poglede z eno risbo in prav tako bomo dodali tudi 2 prereza. Ko povemo v redu, se ustvari naš model in njegova skica je prikazana v desnem delu okna. Debelina temeljev je 40 cm, čeprav nimamo trakastih temeljev. Zato bomo odstranili temeljno ploščo. Ko kliknemo na vrednost, dodeljeno temeljni plošči, jo lahko spremenimo. Ko spremenimo nekatere vrednosti, se prikaže meni, v katerem nas Allplan vpraša, kako želimo prilagoditi višine ravnin. Želim ravnine zgoraj obdržati na dodeljenih višinah, ravnine spodaj pa bom dvignila. Zdaj nimamo več debeline spodnje plošče, ampak samo debelino temeljev, ki ne bodo pasovni temelj, kot je tukaj navedeno. Že bo polna plošča debeline 40 cm. Na preprost način lahko preimenujemo karkoli smo ustvarili z dvojnim klikom ali pritiskom tipke F2. Še bomo spremenili višino strehe, tako da ne bo več 320 cm, temveč bomo znižali zgornji rob tretjega nadstropja na 11,4 metre. S klikom na v redu se ustvari struktura zgradbe z vsemi pripadajočimi risbami, ki jih lahko še dodatno poimenujemo in urejamo.
Posameznim risbam ni treba dodajati ravnin, ker so vse te višinske vrednosti podane po etažah.